No, pa začnemo saj s temi uvodnimi zadevami, pa se nam lahko priključijo kasneje. Lepo pozdravljeni na 5. webinarju za zagovorništvo. Danes se bomo učili praktičnih stvari, in sicer o prostorskem informacijskem sistemu in s tem povezanem tudi državnim prostorskim načrtovanjem, oziroma kako slednjega iščemo po prostorskih sistemih. Najprej mogoče nekaj tehničnih navodil. Vidim, da mikrofone imate izklopljene, kamerice lahko priklopite, je lepše, če je še kakšen obraz kje, oziroma kot želite. Dogodek snemamo predavanje, se pravi obeh govorcev, razprave pa ne bomo imeli na posnetku in posnetek bo kasneje tudi dostopen na spletni strani Mreže za prostor. Ta dogodek izvajamo v okviru podnebnega programa Mreže za prostor, ki jo koordinira IPOP, Inštitut za politike prostora. Podnebni program pa se finančno podpirata Ekosklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. V seriji teh webinarjev za zagovorništvo smo doslej šli skozi ureditev načrtovanja, zakonsko ureditev, kako je urejeno sodelovanje javnosti, kakšne možnosti imamo. Zdaj že prejšnji ZUREP, ta pa morda daje še malo širši poudarek vlogi nevladnih organizacij na področju urejanja prostora, v katerih se aktivnost pričakuje tudi v tem smislu, da se aktivno udeležujejo v postopku prostorskega načrtovanja s pripombami in komentarji. In zares tudi ugotavljamo skozi svoje delo, da teh pripomb in komentarjev v javnem interesu v prostorskem načrtovanju je še veliko premalo. Zasebni interes, pač zasebniki varujejo, v javnem interesu se pa še premalo odzivamo. In danes, ko se vse seli pravzaprav na splet in ko beremo zakon o urejanju prostora, pač v vsakem drugem členu piše, se objavi v prostorskem informacijskem sistemu, je dostopno tam in tam, se moramo s tem seznaniti in tudi znati uporabljati. Kar se tiče recimo okoljskih podatkov, imamo že kar nekaj virov, kot so Atlas okolja, Atlas voda, naravovarstveni atlas, zdaj imamo tudi nedavno Atlas podnebnih projekcij, ki nam bo pomagal pri prilagajanju na podnebne spremembe. Za prostor ima pa tudi svoj prostorski ali svoje prostorske informacijske sisteme in o tem nam bo najprej povedal nekaj Jurij Mlinar iz Ministrstva za okolje in prostor, ki je vodja sektorja za prostorski informacijski sistem. Po njegovem predavanju oziroma predstavitvi pa bomo tudi lahko ga zasuli s konkretnimi vprašanji, potem pa bo sledil drugi del z gospod Barbaro Radovan. Tako da zdaj, gospod Jurij Mlinar, kar prevzemite mikrofon. Evo, pozdravljeni, upam, da vidite mojo predstavitev. Se pravi, govoril bom o neki vrsti digitalni preobrazbi na področju prostora, predvsem o digitalni preobrazbi prostorskega načrtovanja pa graditve objektov. Zdaj vse se vrti okrog prostorskega informacijskega sistema, vzpostavitve pa delovanja raznih storitev in pa zbirk podatkov v okviru tega sistema. Zdaj, pravno podlago za ta sistem vzpostavljata po eni strani Zakon o prostorskem načrtovanju, določen del prostorskega informacijskega sistema je pa tudi pravno podprt z gradbenim zakonom. Poudariti moramo, da je
prostorski informacijski sistem do določene mere že vzpostavljen. Zdaj nadgradnja njegova se pa dela v okviru programa projektov e-prostor, ki je delno tudi financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in v tem programu projektov smo poskušali skupaj z Geodetsko upravo Republike Slovenije pa zajeti te glavne projekte na področju elektronskega poslovanja prostora. Vzpostavili bomo skupno infrastrukturo za prostorske podatke, neke vrste platformo, na kateri bomo postavili vse potem informacijske sisteme. Ta platforma pa temelji na direktivi Inspire. Informacijsko bomo prenovili nepremičninske evidence, predvsem zemljiški kataster, kataster stavb, kataster gospodarske javne infrastrukture. V okviru programa projektov e-prostor smo tudi že zajeli pa izboljšali določene podatke. Za nas so predvsem zanimivi podatki o državnih prostorskih aktih, skeniralo se je praktično vse državne prostorske akte, in pa zajeli so se podatki o dejanski rabi poseljenih zemljišč za celotno Slovenijo. No, na drugi strani je pa Geodetska uprava izboljšala grafični del zemljiškega katastra in to tudi že uvedla v sam kataster nepremičnin. Za nas, za to predstavitev, je pa seveda najpomembnejši prostorski informacijski sistem, ta drugi projekt, prek katerega bodo vzpostavljene storitve glavne storitve, se pravi prostorskega informacijskega sistema, to je e-plan, ki omogoča elektronsko poslovanje na področju načrtovanja, graditev, elektronsko poslovanje na področju graditve in pa spremljanje stanja prostorskega razvoja. Zdaj, vsi ti trije glavni motorji, bi jim lahko rekel, se napajajo potem iz posameznih zbirk podatkov. To so najpomembnejše zbirke, so predvsem zbirka prostorskih aktov, kjer so zloženi pač podatki o državnih, občinskih pa regionalnih prostorskih aktih, potem je tu zbirka podatkov o graditvi z informacijami na področju graditve in pa z vsemi upravnimi akti z področja graditve, od gradbenih, uporabnih dovoljenj pa podobno. Pomembna zbirka, ki je vzpostavljena in jo bodo mogle občine dokončati, to je evidenca stavbnih zemljišč, se pravi, kjer bodo na voljo podatki o pozidanih in pa nepozidanih stavbnih zemljiščih za območje cele Slovenije. Vse to bomo pa prikazali v nekem prikazu stanja prostora, v nekih grafičnih vpogledih in pa preko enotne vstopne točke. In ta enotna vstopna točka bo oblikovana pač kot osrednji predstavitveni portal, ki bo prostorskega informacijskega sistema, ki bo poenostavljal nekako dostop do javnih objav, do vsebin za laično pa za strokovno javnost, seveda do zbirk podatkov in pa do storitev prostorskega načrtovanja, do graditve, predvsem do e-plana in pa e-graditve. Zdaj, kar se tiče e-plana, če grem samo na hitro skozi te storitve, ki bodo uvedene v naslednjih letih, gre za elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja. Torej, zavedati se moramo, da na tem področju operiramo pač še vedno z papirnato dokumentacijo in pa z nekimi razdrobljenimi, predvsem pa nepovezanimi zbirkami podatkov. Prostorskih aktov je
veliko, tako na strani občin kot države. Zavedati se moramo, da ima lahko določena občina tudi po 100 veljavnih občinskih aktov in seveda to predstavlja določene težave, ko hočemo pridobiti neko pravno stanje v prostoru, predvsem informacijo o tem, je določeno zemljišče stavbno, kakšni so prostorski izvedbeni pogoji na tem zemljišču. Zadeva se še malo zakomplicira, ker so vsi ti prostorski akti veljavni še vedno v papirnati obliki in pa objavljeni v različnih uradnih glasilih na občinski strani. Teh uradnih glasil mislim, da je več kot 40 ali pa v uradnem listu Republike Slovenije. In z deležniki na področju prostorskega načrtovanja, predvsem z občinami, smo se nekako dogovorili, da vzpostavimo, ki mi dela težave, da vzpostavimo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja, ki bo v bistvu eden in edini kanal, prek katerega bodo lahko pripravljavci prostorskih aktov, torej občine pa ministrstvo, sprejemale prostorske akte. In na koncu tega kanala bodo ti prostorski akti pač padali v zbirko prostorskih aktov, ki bo tudi sčasoma edina uradna zbirka prostorskih aktov v Sloveniji. Zdaj, podprli bomo tako procese na priprave občinskih, regionalnih pa državnih prostorskih aktov in pa seveda skladno z različnimi zakonodajami, z ZUREP 2 oziroma zdaj po novem tudi ZUREP 3. Podpreti pa moramo seveda tudi postopke, po katerih se še pripravljajo prostorski akti, predvsem govorimo o ZP načrtu, pa tudi o ZUP UDPP. Kaj nam je cilj? Cilj nam je nekako podpreti celoten življenjski cikel prostorskega akta, od njegove priprave do sprejemanja, uporabe tega prostorskega akta in pa na koncu tudi njegove razveljavitve. Kar se tiče e-graditve, je zadeva precej podobna. Tudi tu imamo še vedno opravka z papirnato dokumentacijo. Mogoče je razlika z e-planom tu, da imamo veliko število različnih akterjev, veliko število postopkov, recimo za nazoren prikaz lahko povem, da je mislim, da 25.000 upravnih aktov na področju graditve izdano na leto. Se pravi, veliko število postopkov, so pa ti postopki seveda dosti manj komplicirani, kot je priprava nekega prostorskega akta, ker vemo, da gre tu za pripravo splošnega pravnega akta, medtem ko na področju graditve tu operiramo z upravnimi akti. Prav tako si želimo tu podpreti celoten cikel nekega objekta, od priprave projektne dokumentacije do dovoljevanja, se pravi na strani upravnih organov, predvsem seveda upravnih enot pa našega ministrstva, same graditve in na koncu tudi rušitve tega objekta. Zdaj na koncu še samo beseda dve o spremljanju stanja. Tu se bodo vodili podatki različnih kazalnikov
prostorskega razvoja, skupaj z poročili o prostorskem razvoju. Določene kazalnike smo že izoblikovali, poročila so tudi delno že objavljena, aktualna na našem portalu. Vse to pa bo v nadaljevanju, v naslednjih letih pač dosegljivo v izboljšani, predvsem grafični obliki, bolj nazorni grafični obliki. Toliko samo za uvod. Jaz bom zdaj poskusil deliti z vami vidimo, se pravi spletno mesto prostorskega informacijskega sistema. To je naša osrednja vstopna točka, pač prek katerega so zdaj dostopne določene, predvsem dostopni podatki. Nekako glavna storitev je ta informativni vpogled, predvsem do prostorskih aktov pa do graditve z grafičnim prikazom, mogoče to v nadaljevanju. Zdaj bi šel samo pogledat podatke o prostorskih aktih pa podatke o upravnih aktih na področju graditve, tako da približno vidite, na kak način so shranjeni ti podatki v prostorskem informacijskem sistemu. Zdaj, eno so javne razgrnitve, o tem bo v nadaljevanju govorila Barbara. Jaz bi pokazal samo ta dostop do že veljavnih prostorskih aktov. Se pravi, imamo vpogled v podatke strateških prostorskih aktov, državnih prostorskih aktov, občinskih aktov, regionalnih prostorskih aktov in pa dostop do podatkov zbranih tematskih slojev, kjer so pa predstavljeni, se pravi, kjer so združeni vsi ti podatki skupaj v en sloj, ki se ga lahko potem tudi geoinformacijsko obdeluje. Državni prostorski akti so, tako kot sem rekel, bili v programu projektov e-prostor digitalizirani. Zdaj tu so na voljo glavne informacije pa vsebine teh digitaliziranih prostorskih aktov, in sicer so postavljeni nekako v kronološkem redu od najstarejših, lahko si pogledamo tu, se pravi državnih prostorskih aktov pa do najnovejših. Najstarejši so seveda še digitalizirane uradne objave in pa za vse prostorske akte so pa na voljo tudi neke pregledne situacije v različnih merilih, največkrat 1:5000, podrobnejše ureditvene situacije in pa načrti gradbenih parcel. Se pravi, do vseh teh podatkov lahko dostopate enostavno z klikom. Ti podatki so precej veliki, ampak enostavno dostopni. Lahko si jih prenesete tudi v svoj računalnik, na svoj računalnik in pa jih dodatno obdelujete. Se pravi, to gre za, videli smo neko pregledno situacijo, potem imamo tu posamezne ureditvene situacije v podrobnejšem merilu za vse državne prostorske akte. Se pravi, to govorimo o merilu 1:1000. To zdaj kažem stare, se pravi najstarejše prostorske akte, ki so dejansko bili skenirani in pa potem vnešeni v naš sistem. Zdaj pri novih prostorskih aktih gre pa že za to digitalno pač obliko, ki so jo pripravili izdelovalci in smo jo potem tudi mi
kot tako v izvorni digitalni obliki pač vnesli v sistem. To so pa karte v izvornih, največkrat v PDF-jih. Ureditvena situacija je podobno kot pri prejšnjih in pa načrt gradbenih parcel. Tu pri novejših je seveda povezava na uradni list, ni to več povezava na nek skeniran dokument iz starega uradnega lista. Se pravi, potem so pa še občinski prostorski akti, praktično za vsako občino vodimo tu prostorske akte, no, tu še nimamo OPN-ja, mogoče prej, evo, se pravi, tu so OPN-ji, se pravi, občinski prostorski akti, načrt za posamezno občino, potem pa tudi akti v pripravi, se pravi, spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta ali pa spremembe in dopolnitve kakih podrobnejših načrtov, lokacijske preveritve in pa podrobnejši prostorski načrti. Zdaj moram povedati, da so ti podatki zbrani na podlagi vseh možnih razpoložljivih virov, niso pa to ažurni podatki. Z vzpostavitvijo e-plana, tako kot sem rekel prej, se pravi, bomo izdelali sistem, kjer se bodo v zbirki prostorskih aktov tudi ti podatki uradno vodili. Se pravi, tu bomo pa zaenkrat težko prišli do nekega uradnega stanja, pač nabirali bomo podatke iz vseh možnih virov. Mi bomo te podatke, se pravi, tokom letošnjega leta, vse te podatke, ki smo jih zbrali v informacijski sistem, tudi razgrnili občinam in seveda občine tudi poprosili, da dopolnijo te podatke z manjkajočimi podatki, s ciljem seveda, da vzpostavimo v prihodnosti neko ažurno, veljavno stanje prostorskih aktov v Sloveniji na enem mestu, torej v zbirki prostorskih aktov. Za vsak prostorski akt so tu na voljo, se pravi, povezava na uradno objavo, določeni metapodatki o veljavnosti, tekstualni del, grafični del, z vsemi prilogami, tako kot se je pač ta prostorski akt tudi pripravil in pa dopolnil. Tu lahko pač dostopate do vseh teh informacij, gre pa seveda za izvorne podatke, se pravi, to so podatki v vektorski digitalni obliki, v Shapik in rabimo pa tudi v drugih formatih in načeloma se rabi tu kar nekaj znanja, da se te podatke tudi ustrezno pregleda. Prav zaradi tega smo potem izdelali tudi ta informativni grafični vpogled, ki pa omogoča izjemno enostavno uporabo in pa vpogled do teh podatkov. Se pravi, toliko o občinskih prostorskih aktih, regionalni prostorski akti bodo predvsem aktualni zdaj v nadaljevanju. Tematski zbirni sloji, to so pa ti sloji, o katerih sem prej govoril, se pravi, vsi sloji, ki so v grafičnem vpogledu prostorskega informacijskega sistema, so tu dostopni tako, da se jih lahko prenese v informacijsko okolje pač na svoj računalnik in pa gleda z geografskimi, pač z aplikacijami, geografskimi informacijskimi sistemi. Tako to velja za območja državnih, občinskih prostorskih aktov, za podrobnejšo namensko rabo za celotno Slovenijo, se pravi, je tu dostopna preko enega
ene datoteke, ki jo potem možno pač prenesti v svoje okolje. Tako, jaz bi šel še na ta grafični pogled. Se pravi, tukaj vidite zdaj tak informativni pregled prostorskih aktov občin pa države za celo Slovenijo, kjer imamo občine obarvano zeleno, tiste občine so že sprejele občinske prostorske načrte in za tiste občine imamo tudi podrobnejše podatke o teh prostorskih aktih. Prav tako za te svetlo modre, se pravi gre za PRO-je, še po občinske akte po ZUREP-1, medtem ko so občine, ki so sivo obarvane oziroma prozorne, tam pa podatkov mi nimamo, te občine pa še niso sprejele občinskega prostorskega načrta. Ko bodo načrt sprejele, bomo te podatke tudi dobili v prostorski informacijski sistem in pa jih seveda objavili javnosti. Zdaj, z posameznim klikom na občino lahko potem dostopate do teh povezav, o katerih sem prej kazal, se pravi povezav do informacij posameznega prostorskega akta. Tam, kjer občina pač še ni objavila, imamo neke vrste informacijo o tem veljavnem občinskem načrtu, ne pa tudi podrobnejše informacije o teh načrtih. Se pravi, informacije imamo samo, podrobnejše informacije imamo v prostorskem informacijskem sistemu za občinske prostorske načrte, za PRO-je in pa za državne prostorske načrte. V rdečem vidimo te državne prostorske načrte. In zdaj, če zoomiramo, pač lahko pridobivamo vedno več informacij o namenski rabi prostora iz občinskih prostorskih aktov, o območjih podrobnejših občinskih prostorskih aktov. Ta območja smo prevzeli iz OPN-jev in so informativne narave, medtem ko so namenska raba, se pravi, pa izhaja iz veljavnega občinskega prostorskega načrta. Se pravi, dostopamo lahko potem do podrobnejše namenske rabe, pridobimo informacijo o enoti urejanja prostora, lahko iščemo po naslovu oziroma po parceli in se na ta način premikamo po Sloveniji. V meniju imamo tudi dostopne različne grafične informacije, ki nam pomagajo, se pravi pri pregledu o podrobnejši namenski rabi, o podrobnejših prostorskih izvedbenih aktih, o državnih prostorskih aktih in pa seveda o upravnih aktih na področju graditve. Vse te kvadratke, ki jih vidite, posamezen kvadratek predstavlja izdan upravni akt na področju graditve. Se pravi, tu v tem primeru gre za rumeno piko, to pomeni gradbeno dovoljenje, v zeleni barvi so pa predstavljena uporabna dovoljenja. Seveda samo do glavnih meta
podatkov o tem samem dovoljenju, kar ne moramo prikazovati v javni objavi osebnih podatkov, ki so pač sestavni del potem tudi posamezne odločbe, tega v javnem delu prostorskega informacijskega sistema ne moramo videti. Torej, upravne akte objavljamo skupaj z upravnimi enotami pa našim ministrstvom od sredine leta 2015 naprej in od takrat so pač dostopne te informacije o izdanih upravnih aktih na področju graditve. Mogoče, kar se tiče upravnih aktov, lahko pridobite te podatke tudi preko enega enostavnega orodja za prenos podatkov, kjer lahko z pač posameznim poizvedovanjem po občinah dobite potem v Excelovi datoteki seznam teh veljavnih izdanih upravnih aktov na področju graditve, recimo v tem primeru za občino Ajdovščina. Mogoče bi omenil samo še vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč. Omenil sem, da smo v okviru programa projektov e-prostor zajeli tudi poseljena zemljišča na celotni Sloveniji. Tukaj si lahko v tem pogledovalniku na spletni strani prostorskega informacijskega sistema, recimo, malo drugam, se pravi, si lahko tudi pogledate dejansko potem ta prvi približek poseljenih zemljišč v Sloveniji. Se pravi, ta poseljena zemljišča smo posredovali občinam, na podlagi teh predloga poseljenih zemljišč bodo občine pripravile uradne podatke o nepozidanih, prvo pozidanih, potem pa še o nepozidanih stavbnih zemljiščih in ta nepozidana stavbna zemljišča bodo razdelile tudi na razvojne stopnje. Zdaj lahko si pogledamo, če damo tu še podrobnejšo namensko rabo iz OPN-ja, vidimo na določenih območjih, se pravi, so še nezazidana stavbna zemljišča, ki se bodo podrobneje v tej evidenci stavbnih zemljišč tudi obdelala, se pravi z razvojnimi stopnjami, predvsem glede na komunalno opremljenost, pa tudi fizične lastnosti samega zemljišča. In predpostavljamo si, da bo to ena izmed najpomembnejših informacij o prostoru, ki jo bomo lahko pridobili v naslednjih letih. Občine bi morale s projektom končati do konca leta 2026. Ministrstvo je tu pripravilo, kar kažem zdaj na ekranu, prvi predlog poseljenih zemljišč. Praktično zajeli smo poseljena zemljišča za vsak objekt, stavbo in pa gradbeni inženirski objekt v Sloveniji in pa to posredovali občinam v nadaljnjo obravnavo. Se pravi, toliko bi jaz čisto na kratko o prostorskem informacijskem sistemu. Vse te podatke, tudi kar se tiče evidence stavbnih zemljišč, zajetih podatkov v okviru masovnega zajema poseljenih zemljišč, si lahko enostavno za posamezno občino prenesete tukaj preko naše spletne
strani v vaše okolje. Hvala vam. Ko bomo pa imeli kakšne novosti ali pa ko bo prenovljen, kakšna pač bolj celovita prenova, vas bomo pa spet povabili. Tako da, ker lahko nehate deliti tole prezentacijo, jaz pa najavljam. Ja, hvala vam za povabilo, pa res smo vedno na voljo, če boste želeli dodatne informacije. Ja, najlepša hvala za to pripravljenost. Jaz pa najavljam gospo Barbaro Radovan, tudi iz Ministrstva za okolje in prostor, sekretarko pri Direktoratu za prostor. Barbara, evo. Barbara nam bo pa povedala, zdaj smo videli, da v tem prostorskem sistemu se najdejo državni prostorski načrti, in zdaj pa nam bo pa pokazala malo, kako se tukaj znajdemo z državnimi prostorskimi načrti, s temi procesi, kako je zdaj nekaj je na spletni strani še od MOP-a, nekaj je tukaj v prostoru, da bomo vedeli, in pa kako sploh beremo in rokujemo s temi tehničnimi in grafičnimi podatki. Barbara, izvoli. Ja, najlepša hvala za povabilo, najlepša hvala za besedo, pa bom kar začela zato, da probamo tudi tale čas uloviti, mislim, da do 4 bi končali. Ko je Senka me povabila, prosila, kakorkoli rečemo, o tem, da bi pripravila eno tako krajšo prezentacijo tega, kako se znajdemo v teh postopkih priprave prostorskih aktov, sva se seveda takoj dogovorile, da lahko to naredimo za državne prostorske načrte, ker, kot je že Jurij povedal, pa bomo zdaj tudi videli še naprej, mi že pač vrsto let pravzaprav to na Ministrstvu za okolje in prostor, na direktoratu vodimo preko takih ali drugačnih informacijskih sistemov in so stvari dostopne in vidne in se jih da skratka spremljati na ta način, medtem ko pri občinah imamo še vedno 212 občin in 212, ni ravno 212 sistemov, ampak pač je vsaka občina je lahko tudi zgodba zase, in marsikje tudi je, tudi Jana Purgarjeva je malo to omenila. Tako da bom jaz začela čisto z eno kratko share screen, zdaj upam, da mi bo ratalo. Takole. Share. Okej. A mi je uspelo deliti? Super, vidimo. Ja, okej. Torej, ena uvodna predstavitev teh osnovnih podatkov, da vemo, kaj določa pravzaprav okvir državnega prostorskega načrtovanja. Verjetno ste vi, ki ste danes z nami, ste verjetno slišali, da je bil sprejet konec lanskega leta ZUREP-3, torej Zakon o urejanju prostora, nov Zakon o urejanju prostora, uporabljati se začne 1.6.2022. Do takrat pa velja oziroma ne velja, se uporablja še do sedaj veljavni Zakon o urejanju prostora z kratico ZUREP-2 in ta se bo uporabljal tudi še za dokončanje postopkov vseh tistih DPN-jev, pa tudi OPN-jev in OPPN-jev, ki se bodo začeli še po ZUREP-2. Skratka, ta ZUREP-2 bo še kar nekaj časa živel v teh postopkih priprave. In seveda z pripravo državnih prostorskih načrtov pa določa potem še pravilnik o vsebini, obliki in načini priprave državnega prostorskega načrta, ta je še iz leta 2011, smo pa zdajle zelo blizu tega, da bo v javno obravnavo dan tudi nov pravilnik na podlagi ZUREP-3. Potem je državno prostorsko načrtovanje seveda povezano tudi s celovito presojo vplivov na okolje, ki jo določa Zakon o varstvu okolja in presojami na varovana območja, ohranjanje narave po Zakonu o ohranjanju narave. Pa seveda potem še celo vrsto drugih predpisov, preko katerih sodelujejo v teh postopkih nosilci urejanja prostora, od kmetijstva, gozdarstva, voda in tako naprej.
Zakaj sem tole pravzaprav tudi povedala, pa zato, da nam bo tudi lažje za naprej. Kar se tiče državnih prostorskih načrtov, ZUREP-2 in ZUREP-3 nista zelo različna. Že ZUREP-2 je uvedel neke novosti, ki pa se v tem trenutku še ne izvajajo toliko intenzivno, da bi bili že na neki točki, ki bi jo lahko danes predstavljala. Zato sem se skoncentrirala pravzaprav na en princip, ki deluje že od enega zakona nazaj, in bom predstavila to, kar pravzaprav v večini primerov je uporabno in velja, in ne bom obremenjevala zdajle tega časa in vas pravzaprav še z nekimi financami ali pa z nekimi malo drugačnimi postopki, ki jih ZUREP-2 in ZUREP-3 omogočata. Ko pa bo tisto aktualno, pa predlagam Senka, da se bomo spet dogovorili, pa bomo še takrat pa še na to temo kaj predstavili. No, postopek priprave državnega prostorskega načrta oziroma državnega prostorskega načrtovanja vedno vodi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in sodelovanja, v sodelovanju s pobudnikom, to je ministrstvo, ki je pristojno za načrtovano ureditev. V veliki večini primerov je to kar Ministrstvo za infrastrukturo, ker pokriva tako področje prometa kot področje energetike, to sta pa tudi glavna vira oziroma glavne vsebine, ki se načrtujejo z državnimi prostorskimi načrti. Mislim, da trenutno en sam primer, kjer je pobudnik in investitor naše ministrstvo, Ministrstvo za okolje in prostor, zagotavljanje pitne vode za območje obale, in Ministrstvo za obrambo z državnim prostorskim načrtom za območje Vadišča Poček. Vse ostalo, preko 50 DPN-jev, pa je pobudnik Ministrstvo za infrastrukturo. Zdaj, najbolj pomembno se mi zdi, da veste, tisti, ki ne veste, saj vas je nekaj vidim tukaj takih, ki tudi poznate te vsebine, tako da mogoče je to malo manj zanimivo potem za vas, ampak za vse tiste, ki pa tega ne poznate, pa si je pa ključno zapomniti to, da pri državnem prostorskem načrtu imamo vedno pravzaprav tri pomembne faze, tri take zaključene faze, z celo kupico nekih vmesnih korakov, potrditev, obravnav in tako naprej, ampak važno je to, da vemo, da na začetku operiramo z pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta, v naslednjem koraku govorimo o študiji variant in predlogu najustreznejše variante in v tretjem koraku govorimo o predlogu državnega prostorskega načrta. In zdaj, da povem na kratko, kaj je namen. Pobuda je čisto na začetku, ko ministrstvo za infrastrukturo, kot smo rekli, praviloma skupaj z že običajno tudi s kakšnim investitorjem, včasih je tudi ministrstvo samo investitor, pripravi to pobudo in to je tisto prvi korak na poti k temu, da se začne pripravljati državni prostorski načrt. V pobudi se predstavijo namen in cilji načrtovane prostorske ureditve, pa tudi že en nabor variant, ki so bile v tej, bom rekla, taki študijski fazi ocenjene, da so pravzaprav izvedljive. V tej, preden se ta pobuda naredi, to ni samo en list papirja, na katerem minister za infrastrukturo napiše, predlagam, da začnete delati, dajem pobudo za DPN za železnico od Trebnjega do Novega mesta, ampak je to že en dokument, ki ima pač neke utemeljitve in tudi različne možne variante že pregledane in predlagane. Študija variant in predlog najustreznejše variante je dokument, v katerem se te variante preučijo. Lahko so to vse te variante iz pobude, lahko je kakšna več, lahko je kakšna manj. Ključno je, da se jih dosti natančno prouči, in to na podlagi vnaprej postavljenih meril in kriterijev, prostorsko razvojni, varstveni, ekonomski, funkcionalni, so določeni pravzaprav že v zakonu, pa potem razdeljeni v pravilniku. In cilj te študije variant je, da predlaga najustreznejšo varianto in vzporedno študijo variant, tudi te povezave so vzpostavljene, se pripravi tudi okoljsko poročilo v kontekstu celovite presoje vplivov na okolje. Potem
je pa zadnja faza, je pa predlog državnega prostorskega načrta, ki pa je, oziroma potem tudi sprejet državni prostorski načrt, je pa dokument, v katerem se najustreznejša varianta natančneje sprojektira, ne bom rekla še zelo natančno, ker zelo natančno se potem sprojektira v projektu za gradbeno dovoljenje, pa potem še celo v izvedbenem projektu, ampak smo že nekje na merilu 1:1000 običajno projektiranja, če pri študiji variant smo bili na merilu 1:5000, pri pobudi pa običajno še na kakšnem večjem merilu. In v državnem prostorskem načrtu je torej ne samo, da je sprojektirana ta glavna rešitev, zaradi katere je DPN sploh pripravljen, ampak so sprojektirane tudi vzporedne ureditve, kot so neke prestavitve cest, komunalne infrastrukture, potrebne rušitve morebitne, načrtovani so tudi omilitveni ukrepi, recimo protihrupne ograje pri cestah, železnicah, prehodi za živali, pa kakšne druge zadeve tudi. Okoljsko poročilo je v tej fazi dopolnjeno in potem v bistvu tudi pripravljeno končno to okoljsko poročilo. In pomembno je to, da DPN je tako natančen, da ga je mogoče prenesti v naravo. Skratka, rešitve, ki so tam načrtovane, se potem lahko tudi prenesejo v naravo. Vsebuje namreč tudi seznam parcel, poleg načrta parcel, kjer je jasno zdaj, kje na konkretnih parcelah to bo izvedeno. To, kar recimo v sami študiji variant še ni tako eksplicitno določeno. Kaj je pomembno za ta današnji posvet, je to, da je vsaki od teh faz, ki sem jih zdaj naštela in opisala, je izvedena javna seznanitev, ki traja najmanj 30 dni. Tako pobuda, kot študija variant, kot predlog DPN-ja se javno objavijo in nekateri od teh tudi obvezno javno obravnavajo. Bom pa rekla, da kar praviloma se tudi pobuda javno obravnava, tudi študija variant javno obravnava, pa tudi predlog običajno tudi javno obravnava, tudi po ZUreP 2, čeprav ne odkazuje prav neposredno tega. Ampak situacija je takšna. Zdaj, dostop do tega, do vseh gradiv, ki nastanejo v tem procesu in do obvestil o tem, da je neko gradivo na razpolago in da je nastopil čas, ko je javnosti to predstavljeno in ko javnost lahko gradiva pogleda in posreduje tudi svoje mnenje, pripombe, predloge, do teh informacij pridete preko dveh naslovov. En je naša spletna stran oziroma ta generalna spletna stran gov.si in znotraj tega spletna stran Ministrstva za okolje in prostor ali pa preko portala prostorskega informacijskega sistema. V bistvu prek obeh virov pridete pravzaprav na isto spletno stran, kjer so vse te javne objave napisane. Bomo potem tudi vstopili v to in pogledali, kako in kaj. Zdaj, mi nimamo funkcionalnosti, to sem še enkrat preverjala, nimamo funkcionalnosti, da bi se lahko naročili na novico ali pa kakorkoli, da bi vas obvestilo, da je nekaj na spletni strani oziroma v vpisu objavljeno, da se je začela neka javna razgrnitev, ampak ker nobena javna seznanitev ne traja manj kot 30 dni, mislim, da ni kakšne posebne zadrege, če želite v bistvu te stvari spremljati, ne vem, enkrat na teden greste pogledati, a je kaj novega in sigurno ne morete zgrešiti, ker so vam najmanj 3 tedni še ostali, da se stvari pogledajo. Mislim pa, da v vpisu pa bomo vzpostavili, mislim, ko bomo na naslednji stopnji, bo pa sigurno možno tudi to, da se boš naročil na neke novice oziroma obvestila po vsebinah ali po lokaciji ali pač na tak ali drugačen. Potem, to je, kar se tiče postopkov priprave prostorskih aktov, skratka, tukaj imamo dostopa do teh podatkov. Ko pa imamo
Ko pa ne govorimo o javnih seznanitvah, o tem času, ko je gradivo na razpolago, ko smo odprti za zbiranje predlogov, so pa ta gradiva sprejetih DPN-jev in tistih, ki so v pripravi dostopna spet na portalu PIS. Nekaj je pokazal že Jurij. Jurij je pokazal prej te sprejete DPN-je, jaz vam bom pokazala še tudi gradiva dokumentov, ki so v pripravi. Zdaj bom pa šla takole. Ja. No, tole je zdajle, a sem delila zdaj spletno stran? Nisi še, ker nisi šla ven s PPT-jem. Aha, moram iti zdaj ven iz PPT-ja. Pa še enkrat noter z spletno stranjo. Čakaj, diaprojekcija. Aha, to moram narediti. Stop share. Stop share, ok. In zdaj grem v share in poiščem spletno stran, ki jo imaš odprto. Ja. Aha, pa share. Ja, evo. Odlično. To zdaj vidimo, ok. No, to je zdaj spletna stran, ta go.si, in tukaj vidite domov, področje, okolje in prostor, prostor, urejene prostore, državni prostorski načrti. Če hočete priti do tega, v brskalniku pišete samo državni prostorski načrti in je to praviloma kar ta prvi zadetek. In tukajle je ta seznam vseh javne razgrnitve in seznanitve. Tukaj vidite datum objave, rok prijave, to pomeni, da je pač do takrat trajalo. V tem trenutku, 31.1. je bila zaključena ta zadnja zadeva, je pa tukaj pač cel seznam teh zadev, ki so bile od leta 2019. To je bil očitno prehod na tale novo spletno stran, ker tukaj imamo potem tudi arhiv javnih razgrnitev in seznanitev. Tukaj v teh gradivih, če bomo zdaj pač probali odpreti enega, takole se odpre, rok za prijavo je sicer potekal in tukaj takoj vidite, a gre tukaj za javno razgrnitev osnutka oziroma predloga DPN. Zdajle sem sicer izbrala enega, ki je še prastar, gre po še nekih prastarih postopkih in ima tukaj tudi okoljevarstveno soglasje celo razgrnjeno. No, ampak kakorkoli. Tukaj vedno je v tem gradivu javno naznanilo, kjer vidite, no, a se bo to odprlo? Samo sekundo. Barbara, naslednja dva mislim, da sta še odprta, zaradi tega, ker se je datum spremenil, podaljšal se je. Ja. A vidiš, 28. Ja, vidim, ja, se upravičujem, ja. Ja, mogoče. Državni prostorski načrt. Zdaj, da vidim. No, ta se mi lepše odpre. No, skratka, najprej, vedno je to javno naznanilo, kjer povemo, kje je zadeva dostopna. Zdaj pobude, tukaj v tem primeru gre za pobudo, objavljamo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta, torej ta prva faza. Ta gradiva so vedno razgrnjena samo spletno oziroma predstavljena samo spletno, medtem ko potem študije variant in prostorski načrti so tudi fizično razgrnjeni na tistih občinah, ki jih zadevajo. Tako da to je recimo to. Potem vedno priložimo obrazec za, zdaj ne vem, če se mi bo odpiralo. Potem vedno damo zraven en obrazec za pripombe. Pol tole lahko zdaj zaprem. Vedno pripravimo en povzetek za javnost. To je v bistvu taka dosti uporabna zadeva in se mi zdi, da to je tudi pri študijih variant, tudi predlogu DPN-ja, vedno se naredi, mi rečemo, povzetek za javnost, oziroma kjer je praviloma takole opisan, mislim, da imamo kar enako obliko, imamo že kar vrsto let, in tlele je postopek tako schematično prikazan in tlele potem je opisan ta načrtovan projekt in vedno imamo tudi pač grafično prilogo. Iz tega povzetka za javnost v bistvu dobite osnovni pogled v
ali v samo pobudo, ali v študijo variant, ali pa v predlog DPN-ja. Potem greste pa lahko naprej v gradivo in tukaj v gradivu imamo tekst, kjer je pobuda obrazložena. Tukaj lahko preberete, kaj so utemeljitve te pobude, kako pobudnik, torej to ministrstvo, utemeljuje, zakaj predlaga, da se ta prostorski načrt začne pripravljati, kje so podlage v strateških dokumentih, kakšne so predlagane rešitve. Tako da to je pač ta tekstualni dokument. Zdaj se vsakič bojim, da bom kaj zaprla. Sharing. Aha. Šla nazaj. Majkice, pobuda. Aha, takole, ja, ok, se upravičujem. Zoom, nisem navajena Zooma, bolj smo na Teamse navajeni pri nas, pa imam malo zadrege. To je pa potem še ta grafični del pobude, spet ena pregledna situacija širšega območja. Tukaj zdaj, če imate območje pobude, pridobivanje smernic, širši prikaz, varovanje, potem te naslovi so taki, da lahko v bistvu vidite, kaj vas zanima, ne? A je to dejanska raba, pa je karta, kjer so povzeti sloji iz te dejanske rabe zemljišč, da se da odčitati, kaj je pa spet treba potem pogledati v kombinaciji z legendo, ne, kaj posamezna šrafura pomeni. Potem je namenska raba, to je povezano z občinskimi prostorskimi načrti, ne, skratka, kakšen je prostor po namenski rabi. In potem je tukaj še ena problemska karta, ji rečemo, kjer v bistvu je na podlagi vseh teh podatkov o stanju v prostoru je izpostavljeno, katere so tiste točke ali pa vsebine, na katere je treba biti še posebno pozoren pri nadaljevanju priprave tega DPN-ja. Tako, zdaj smo recimo pogledali eno, kako dostopamo in pogledali smo, kako izgleda pobuda. Naslednja zadeva, ki je študija variant. Mogoče še to povem. Pri sami pobudi je, tako kot sem rekla, najmanj 30 dni je to vedno objavljeno in namen je, da pravzaprav javnost, res posamezniki, nevladne organizacije, da pogledate zadevo in že v samem začetku pravzaprav opozorite na zadeve, ali so stvari ok in pravzaprav podpirate, lahko tudi podpirate pobudo, v takem primeru ponovadi noben nič ne reče, sicer ne. Če pa menite, da neka predlagana načrtovanje, neko predlagano načrtovanje pravzaprav ni primerno, nima neke podlage prave po vašem mnenju, je pa to čas, ko lahko v bistvu vse te vaše dileme izpostavite. To je res na samem začetku. Ko govorimo o obravnavi pobude, pravzaprav še ne govorimo, smo vstopili v ta postopek priprave DPN-ja, ampak ta se bo dejansko res tako čizares začel, ko bo vlada sprejela sklep o pripravi DPN-ja. To bo pa šele sledilo temu koraku. Tako da to je v bistvu dosti tak pomemben korak in vam kar predlagam, da če vas te stvari zanimajo, da spremljate in da pogledate, kdaj je kaj objavljeno in če so stvari takšne, da posegajo ali na tisto vaše področje dela, da se vključite že v tej fazi. Potem pa bomo pogledali eno študijo variant, sem pogledala eno tako malo bolj skromno, tole bo tale, da ne bomo preveč komplicirali. Spet imamo tukaj javno naznanilo, spet imamo povzetek za javnost. Tukaj je malo drugačen. Tukaj gre za en DPN za daljnovod na enem zelo kratkem odseku, ker je prišlo do neke zadrege, tako da je malo, tukaj je ta tekstualni del, tole so te variante in upam, da bom zaprla.
Joj. Zdaj sem pa zaprla, se sem vedela, da se v nekaj tanska zgodila. Se upravičujem, zdaj moram še enkrat. Še enkrat. A delim ali ne delim? Deliš, share Delim. screen, Evo, pa spet takole. na tisto stran deli, ki si jo hotela. Share screen. Tole. Share. Je v redu? Vidite? Vidimo, Ja, okej. No, skratka, javno naznanilo, povzetek za javnost, obrazec za pripombe in potem tukajle gradivo. Tukaj imamo pa študija variant, evo, tole, tekstualni, grafični del priloge in okoljsko poročilo. Zdaj smo dali pa na razpolago že študijo variant. Študija variant ima spet tekstualni del, kjer so te variante predstavljene in potem v bistvu tudi opisane, vrednotene po vseh tistih kriterijih, varianta 1, varianta 2, varianta 3, kriteriji, ki so postavljeni, tehnične lastnosti, tukaj še opisam, predvidena oprema, če da gremo malo naprej. Evo, vrednotenje in primerjava variant, uporabljena metoda, kaj pomeni, po vidikih, prostorski vidik, te ocene, bivalne kakovosti, zaključno varstveni vidik, tukaj se zadeva kombinira z okoljskim poročilom, tako da je tukaj povezava z okoljskim poročilom. Potem imamo vrstnosti, glavno tega je cel kup, včasih malo preveč za moj okus, ampak recimo, da se prebijamo skozi, pa tudi znamo odčitati tiste bistvene zadeve, potem je to zaključno vrednotenje z varstvenega vidika, potem je funkcionalni vidik, spet na podoben način, različni namerila, kriteriji postavljeni. Razljiva, klek, funkcionalna, ja. Ekonomski, sledi še ekonomski. In potem pridemo do zaključnega dela, do predloga ključna merila za izbor najustreznejše variante in potem predlog najustreznejše variante, opis, utemeljitev, obrazložitev, optimizacije, predlagane optimizacije za nadaljevanje in to je to. Zdaj moram paziti, da nam zaprla. To je zdaj ta tekstualni del in potem seveda imamo grafičen del, kjer spet imamo pregledno situacijo, namensko rabo prostora, dejansko rabo prostora, gospodarsko javno infrastrukturo, varovanja, predlog najustreznejše variante. Spet lahko pogledamo te stvari, tisto, kar nas zanima, vse, eno, drugo, dejanska raba, recimo spet, evo tole po dejanski rabi, kmetijska zemljišča v zaraščanju, njive, vrtovi, ekstenzivni travniki. Tole, kaj imamo še, predlog najustreznejše variante, še posebej predstavljen, mislim, da je vijoličasta, rožnat, varovalni pas, daljnovoda. Predlog najustreznejše variante je ta rožnata, je tukaj pač poudarjena, da to je ta, ki je bila predlagana skozi to študijo variant, ki je bila zdaj javno razgrnjena, spet so se zbirale pripombe na to, tam mislim pa, da je potekel, da sem prej gledala, da je bilo do 12.11.21. No in zdaj temu sledi spet obravnava teh pripomb in če ni bilo nekega hujšega nasprotovanja, se bo za to izbrano varianto izdelal zdaj predlog v nadaljevanju pripravil predlog DPN-ja, ki bo spet javno predstavljen. Zdaj bomo pa poiskali še en DPN, predlog DPN-ja, to je pa tale bil, recimo zgornji hotič, spodnji hotič. Spet vidimo javno naznanilo, povzetek za javnost, obrazec za pripombe,
Evo, spet povzetek za javnost, da pogledamo. Spet je ta shema. Ta shema je tudi tako vedno narejena, da je označeno, v kateri točki, v kateri fazi smo, da že tudi tako grafično malo vidite, kaj je že vse bilo narejeno, pa kaj, kje smo zdaj. Potem je ta opis, namen, opis ureditve, pa tukaj le še prikaz. To je spet, tako kot smo rekli, to je tisti najbolj preprosten, mislim, najbolj poljuden način, da pogledate, a je zadeva vas zanima. Potem se gre pa na gradivo in spet imamo pri gradivu DPN, tekstualni del, grafični del in pri strokovnih podlagah imamo tudi okoljsko poročilo. Ja, tako je. Pa ostale zadeve, od hidrološko-hidravlične analize, analize kmetijskih zemljišč, strokovne podlage z področja okolja, ja, idejna zasnova te obvoznice, tako da to so strokovne podlage, medtem ko sam DPN je pa to ta uredba, ki bo potem, ko bo sprejeta, objavljena v Uradnem listu, zdaj je to še predlog, ampak je pač forma taka, kot če ne bo kakšnih izhajajoč iz same javne razprave ali pa še kakšnega mnenja nosilcev urejanja prostora, je to pravzaprav ta uredba, ki gre potem v objavo v Uradni list. Tukaj je vse opisano, območje je določeno tudi s parcelnimi številkami in katastrskimi občinami, tako da to je ključno tudi zaradi tega, da se točno ve, na katerih parcelah je načrtovano in ne nazadnje je to potem tudi podlaga za kakšno razlastitev, če se vsi lastniki ne bi strinjali s sporazumnim odkupom. Ta uredba določi potem v bistvu vse te pogoje glede namembnosti posega v prostor, lege, velikosti, oblikovanja, določi potem tudi pogoje glede teh ureditev v zvezi z prestavitvami gospodarske javne infrastrukture, potem merila za parcelacijo, potem so te pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, narave, okolja, naravnih dobrin, vod, zdravja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vedno je tudi en seznam rušitev, če je, ampak očitno mogoče tukaj varstvo, mogoče tukaj tudi ni. Mislim, če so nujne kakšne rušitve, je tudi v bistvu en člen, ki točno govori o tem, kateri objekti se porušijo. Etapnost, drugi pogoj, monitoring, organizacija gradbišča, druge obveznosti in dopustna odstopanja, pa potem nadzor pa prehodne določbe. Skratka, to je uredba, to je spet možno pogledati, dati na to pripombe, prebrati, videti, ali se nam zdi vse sprejemljivo ali ne. In tukaj je tudi grafični del, se lahko pogleda, in sicer ureditvena situacija. Mislim, da bo tole. Aha, to je ta predstavitvena. Območje, čakajte, kje bomo, upam, da tale. Tole je pa ta. No, to je pa, mislim, da je sicer tole v merilu 1:2000 prikazano, sprojektirane v merilu 1000. Tukaj pa vidite, da je ta rešitev pravzaprav že zelo natančna. Vidimo, zakaj ne moramo s tega malo zamikom dela. Skratka, tukaj vidimo potek ceste, vidimo, kje grejo, kje pride do nekih prečkanj, do nekih, tukaj recimo ureditev pešpoti, zasaditev brežin za avtohtono drevnino, kamnita zložba, kombiniran propust, dostopna pot. Skratka, vse te ureditve so zdaj tukaj že zrisane in prikazane in to je potem ta neposredna podlaga za pripravo PGD projekt, DGD, pravzaprav pa tudi izvedbenih projektov, pa seveda za izdajo gradbenega dovoljenja ali pa integralnega dovoljenja, če govorimo o objektu z vplivi na okolje. Tako, to je bila zdaj ena taka kratka predstavitev tega, kako dostopate do gradiv v postopkih, ko so te postopki v bistvu še odprti in ko so odprte te javne seznanitve. Zdaj,
preko te spletne strani oziroma na to spletno stran lahko pridete tudi neposredno preko prostorskega informacijskega sistema, tako kot je prej pokazal Jurij. Jaz bom pa, ker sem pa jaz šla z te strani, bom pa jaz preko te strani šla do PIS-a in bom pripeljala na to točko, ki jo je prej Jurij imel. Do tega pridemo, če sem prej rekla, da vtipkate državni prostorski načrti, za dostop do portala PIS vtipkate pa v brskalnik PIS in po mojih izkušnjah, zdaj ne vem, a je to, je tudi kar hiter, mislim, praviloma tudi kar prva izbira, no, in potem preko tega dostopate do tega in potem imamo tukaj državni izvedbeni prostorski akti. Tele je pokazal že Jurij, da imamo zbrane vse, ki so sprejeti. Tukaj pa imamo tudi objave iz postopkov priprave in ko enkrat zgine dokument iz postopkov priprave, ko ni več objavljen med novicami oziroma tam v času javne razgrnitve, čeprav ste videli, da imamo pravzaprav za 2 leti kar tam dostopno, se gradiva v bistvu do gradiv, pa še do več gradiv pravzaprav dostopa lahko tudi na temle mestu. Kaj bi zdaj recimo pogledala, je tukaj kaj zanimivega. Tukaj vidite še več podatkov, tukaj noter imamo tudi analizo smernic, potem, ki je bila narejena na podlagi pobude, imamo tudi sklep o izvedbi, ki je bil sprejet potem na vladi. Tako da to je ta del. Zdaj bom šla pa še nazaj. In tukaj spet preko tega lahko pridete tudi na PIS, na ta grafični vpogledovalnik, kjer pa lahko tudi preko, zdaj pa upam, da si mi tole dala, da mi bo uspelo. Tukaj imamo prikaz, tale sloj, ki se odpre najprej, nam prikazuje zeleno občine, ki imajo sprejete OPN-je, modro občine, ki imajo sprejete prostorske rede, ki veljajo kot OPN-ji, sivo občine, ki nimajo nažalost še nič od tega sprejetega, rdeče so pa DPN-ji, ki so sprejeti. Zdaj pa bom jaz izklopila občinske, zaradi tega, da bo bolj enotno. Pri državnih bom pa izklopila veljavne in bom vklopila državne prostorske načrte v pripravi. In vidite, da tukaj lahko tudi prek grafičnega vpogledovalnika pridete do podatkov, spet čistih osnovnih, zdaj, če izhajate recimo iz tega, da vas zanima, a se kaj dogaja na nekem konkretnem področju, lahko preko tega pridete do podatka, da je tukaj državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo-Vodice. Pa da je recimo tukaj prostorski načrt Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas. In tako za vsakega od teh zelenih list tukaj. To je nekako to, tako da mislim, da sem pravzaprav s tem povedala to, kar se mi je nekako zdelo v tem času, v tem kratkem času pa za namen, za katerega mislim, da je bil, da pogledamo, kako se lahko do teh informacij pride, da niso skrite, da so res javno dostopne in da tudi veste, kaj pravzaprav pogledati, kje najdete podatek, da nekaj je na razpolago, pa potem kako se tudi odzvati na to. Tako da toliko z moje strani. Hvala. Hvala, Barbara.